Drage moje lepotice in lepotci, dobrodošli v novem setu, v novem YouTube videu. Se mi zdi, da prvič, odkar sem se preselila, sem se prav takole usedla, ena na ena in rekla, dajmo reči kakšno o meni, v bistvu dajmo se malo pogovoriti. Zdaj že zelo na začetku tegale mojega YouTube potovanja sem posnela 50 dejstev o meni. Potem je bilo, mislim, da 11 čudnih dejstev o meni. Zdaj pa sem rekla, dajmo še kaj, zato ker zelo velikrat je bila želja za meet and greet, jaz sem ga imela v planu, potem je prišla pandemija in žal vsi vemo, da se je takrat vse ustavilo in glede na to, da je zdaj še tako zelo vse v povojih, jaz pa naslednji mesec praznujem rojstni dan, okroglih 30 let je padla ideja, Eva, da je probi zbrskati še kaj o sebi, hkrati pa pozivam tudi vas in se v bistvu tega ful veselim, da mi tudi vi zapišete 3 zanimivosti pa o vas. Ful bi vas rada spoznala, bolj mi bo zabavno brati, tako da ja, če bi mi rada kaj povedala, da vas bolj spoznam, da se vi meni predstavite, dajte zapisati spodaj v komentar. Jaz sem pa torej dala na kup zabavne, smešne, čudne, še sama ne vem, to, kar mi je torej prišlo na pamet. Tako da, če te zanima 30 nekih stvari o meni, tingle video naprej. Če bi do konca življenja mogla jesti samo eno stvar, bi jaz brala krompir. Zakaj krompir? Ker bi iz tega lahko naredila čips, iz tega bi lahko naredila pomfri, iz tega bi lahko naredila, recimo, musako. Ne bomo šli v detajle, ampak rdeča nit, musake je krompir. Skratka, obožujem krompir, obožujem vse, kar je povezavi s krompirjem, tako da krompiritis. Če me hočeš razveseliti in peljati nekam, sem zelo v bistvu nezakomplicirana oseba, pelj me v mojo najljubšo kavarno, to je Zvezda. Vedno pa bom tam naročila kavo z riževim mlekom, to je v bistvu moj tip kave in ja, uživam na kavici, uživam v enem dobrem pogovoru. Če bi dobila kdaj priložnost, da izdelam karkoli na tem svetu, veste, kaj bi izbrala? Šminke. Moj najljubši zajtrk, ovseni kosmiči s sadjem. Najljubši kraj za shopping, definitivno London in kjerkoli online. Najljubša destinacija, Maldivi. Sanjska destinacija, absolutno New York. Najljubša znamka oblačil, Zara. Ena stvar, ki mi gre res na živce, je, da nekdo hodi za mano. Ali je to na cesti, ali je, ne vem, na Šmarni gori. Včeraj sem bila na Šmarni gori, nedelja, največja napaka, ura je bila nekje 3, takrat grejo itak vsi gor in ko se naredi tista gužva za tabo, jaz vam ne znam povedati, ampak mene to toliko živcera, res, vedno se bolj omaknem, spustim naprej, da ja nikoga za mano, ker tisti, ko slišiš korak, pa ko se približuje zvok, pa je vse bližje tebi. Ne moram. Imam ful slabo orientacijo. Res, kamorkoli grem, nujno ali Google zemljevid, ali v avtu navigacija, kar malo sramotno, ampak res se ful ne znajdem. Po drugi strani pa občudujem ljudi, ki odprejo tiste old school velike zemljevide, pogleda in je moj kar jasen. En izmed takih je Rale, moj Rale, zato mogoče tako dobro funkcionirava, ampak jaz, nažalost, ne, pač ne znajdem se. Medtem, ko na drugi strani mi bočno parkiranje ne predstavlja težave. Rada bočno parkiram, ni mi problem in ja, smatram se kot dobra bočna voznica. Očitno sem edini človek na svetu, ki se ne boji pajkov. Ne vem, meni pajki ne predstavljajo strahu, komod ga primam, komod ga odnesem ven. Za razliko od mojih sester, ki pa se recimo ful bojijo pajkov, meni ne predstavljajo grožnje. Ne razumem obsesije z avokadom. Po mojem mnenju je to precej dolgočasen sadež. Zdi se mi, da nekako nadnaravno zaznavam energijo v bistvu ljudi. Samo 2 zanimivosti, ki sta se zgodile ta teden. Že 4 mesece nazaj sem jaz eni kolegici rekla, ej, ta je ziher noseča. Pa je rekla, kaj, kako, se ni nič govorila. Jaz tako ne. Meni se zdi, da je, jaz čutim, da je. No, ona je ta teden, to je bilo pač pred 4 meseci, sem jaz njej to rekla, se pravi, ona takrat glih mogla zvedeti, da je noseča in zdaj razkrila, da je v 4. mesecu nosečnosti. How crazy is that? In na drugi strani še ena zanimivost iz tega tedna. Bila sem v bistvu z sestro in jaz rečem, ej, gremo poklicati nečaka. Ne vem, dobila sem željo, da bi ga poklicala.
pa je še nekaj prišlo vmes, pa ga nismo takoj poklicali, tako je, daj še enkrat, daj gremo ga poklicati. Nekaj v meni, en glas je sporočil, dajmo ga poklicati. In kaj se zgodi? V tistem trenutku kliče v bistvu on mami, mojo sestro, moj pač ne čaka, ne. Ne bom šla zdaj v podrobnosti, zakaj je meni to toliko zanimivo in na nek način bizarno, ampak dejstvo je, da obstaja nekaj, na čemer bi bilo mogoče fajn podelati in to piliti, ker sem večkrat opazila, da zaznavam te energije ful dobro in da bi mi lahko to prišlo prav ali bi pa lahko na ta način tudi komu pomagala. Sem izredno zmrzljiv človek, ves čas v bistvu me zebe, zato obožujem v bistvu take pletene puloverje, kjer mi je lepo toplo. Medtem ko po drugi strani pa v spalnici ne moram imeti prižganega radiatorja. Zakaj? Ker v bistvu ne prenesem, da je vroče, ko spim. Tako sem se navadila in če je v spalnici v bistvu toplo, se bom ful zbujala in enostavno ne bom dobro spala. Manjkar 3 modrostne zobe. Enega sem dala ven, 2 spodnja, imam pa še vedno noter. Ne maram gledati grozljivk, pika. Čeprav po drugi strani jih pa Rale zelo rad gleda in v bistvu jaz mislim, da bi mu izpolnila željo, če bi pogledala eno fajn, strašno grozljivko z njim, ampak sem jih že gledala in nekaj v mojem telesu ne štima, ko ga gledam, prav čuden se počutam, tako mogoče sem kar malo tesnobna. Medtem ko po drugi strani obožujem te romantične, predvidljive filme. Ne moti me tudi, če sem film že gledala, primer na Pop TV-ju je neka romantična komedija. Čeprav poznam konc, nimam nobenih težav, da si film spet pogledam, ker mi je v bistvu prav všeč, da vem konc filma. Vsakič, ko se iz srca nasmejim, začnem kovcati. Imam dioptrijo na obe očesi, -2,5, -2,5. Mislim, da sem vam že povedala, da sem se kot otrok ful rada barvala na roza, ne zdaj cele lase, ampak tele tukaj spredi. Kar vam nisem povedala pa je, da mi zdaj ti dva pramena spredi ne rasteta in sem študirala, ne vem, če ni to zaradi te roza barve. Lahko da se motam, ampak glede na to, da je to takole že par let, jaz prepisujem temu. Ne morem spiti šotov. Verjemite mi, v 30 letih sem probala spiti že marsikaj, ampak Rale prišel domov, ampak ne moram pogoltniti šota. Moje telo enostavno zavrne to, pol jaz to mrcvaram po ustih in ne, pač ne gre. Predvsem zrušil ring light. Ja, ti si že 31. Za kamero. Povej eno zanimivost o meni. Daj mi jih več. Zdaj pazi, kaj boš rekel. Pridna, delovna, strojna, dobro kuha. Ja? Ne rada kuha, ampak dobro kuha. Ja, čeprav zdaj zadnje čase, če si tako lepo vse pripravim, pa prej pogledam recept, v bistvu rada kuham. Ni tako, da mi je pol težko, ko se spravim. Upam, da bo čim večkrat. To je to. Te amo mucho grande. Dobro. Stresel si me. Cel dan sem elektren. Vsazga, kad dan zataknem... Daj da vidim nove stvari, ki si se struje. videl. Daj da pogledala sem to. A to boš pa videl. Definitivno ena bolj bizarnih stvari, ki sem jih naredila, da sem julija spala v puščavi, v Maroku in bilo je tako 40 stopinj. Naslednja bizarna stvar, ta se je tudi zgodila letos in bom zihar poročala tudi svojim naslednikom, je, da sem plavala s 13-metrskim morskim psom. Zdaj pa pokličimo še moje 3 starejše sestre in poglejmo, kaj bo one rekle o svoji mlajši, skoraj 30-letni sestri Evi in prva bo Nataša. Da vidimo, kaj bo Nataša povedala o svoji najmlajši sestri Evi. Ja, dober dan! Dober dan! V YouTube videu si! Say hi! V YouTube videu sem. Ja! Je fajn! A ti me sfotošopirala? Ne, tvoj glas bo, v glavnem. Kot veš, imam kmalu 30 let in zdaj snimam 30 stvari o meni in zdaj boš ti povedala eno stvar, eno lepo stvar jasno o meni. Si vedno pripravljena poslušati, da si vedno pripravljena na pogovor, poslušati in pomagati. Druga bo Heda, si tako sledimo po vrsti. Jaz bi rekla, da si dobrosrčna pot. Tega pač sama vse pač ne poudarjaš, kar pač ti
sklepala, da dobrosrčni ljudje itak ne govorijo tega sami o sebi. Ampak ja, to. In najstarejša bo Tina. Da si vedno strastna pri tem, kar delaš. Lepa si. Ti si tudi lepa, srček moj. Najlepša in tvoji kodrčki so nekaj najlepšega, kar sem jaz videla. In to je to, drage moje, to je 30 zanimivih, čudnih, bizarnih stvari o meni. V komentarju spodaj mi ne pozabite napisati 3 zanimivosti o vas, da tudi jaz vas bolj spoznam. Ne se pozabite naročiti na moj kanal, mi slediti na Instagramu, hkrati pa sem odprla tudi TikTok, tako da prav tako ime Evina Lepotilnica za take zabavne TikTok vsebine. To je to, se gledamo v naslednjem videu, ljubčki in čau, čau!